Če danes letite v ali iz Izraela, pričakujte precej nevšečnosti. Presenetna stavka delavcev na letališču Ben Gurion je zaradi jeze, zaradi delovnih pogojev skoraj povsem ustavila prijave na let in poleta je na vrhuncu poletne potovalne sezone. Danes naj bi vzletelo približno 650 letov in 107 tisoč potnikov. To je najprometnejši dan na letališču v letu, vendar naj bi zaradi te začasne stavke zamude pri prihodih in odhodih trajale več ur. Delavci in vodstvo so zdaj dosegli dogovor o nadaljevanju delovanja, vendar se po naših informacijah veliko zaposlenih še ni vrnilo. To se morda spreminja prav zdaj, a z nami je Mark Feldman, generalni direktor Zion Tours. Ima najnovejše informacije o tem, kaj lahko pričakujejo potniki. Najprej bi rada govorila o tem, kako smo sploh prišli do te situacije. Razložite nam, prosim. Vemo, da je na letališču težava. Vemo, da primanjkuje delavcev. V medijih in tudi na vaši postaji smo slišali poročila o tem, da ljudje dobijo svojo prtljago pozno ali pa sploh ne pride. Torej, vemo, da je težava s kadrom. Kar je zaskrbljujoče je to, da Histadrut, sindikat delavcev, ni povedal, kaj sploh zahtevajo. Ali zahtevajo 20% zvišanje plače ali zahtevajo 20% več delavcev. Namesto tega so razglasili divjo stavko na najbolj prometen dan v letu. Prav, to je nova definicija drznosti. Izraelski potrošniki so zelo trpeli. Majhen pritok prihajajočih turistov je bil tako zanemarljiv, da jim povzročimo še več težav. Povzročimo to zmedo, da ljudje ne vedo, ali bodo njihova letala sploh vzletela ali pristala. Ker je bilo letališče za 90 minut obratovati. Zdaj res je ponovno In za zdaj sindikat pravi, da je vse v redu, vendar moramo biti skeptični, ker ne vemo, kaj so zahtevali. Očitno je, da izraelska letališka uprava nima pojma o svojih težavah glede kadra in ne govori o pogajanjih s sindikatom za povečanje števila zaposlenih. To je morda najbolj prometen dan v letu, vendar smo še vedno konec avgusta. Proti koncu avgusta bo še bolj zaseden. Kot vsi vemo, prihajajo judovski veliki prazniki čez 3 tedne. Prav, mislim, da je tisto, kar je tukaj v Izraelu res neverjetno dejstvo, da je tukaj res samo eno glavno mednarodno letališče. Seveda imate letališče, ki zdaj deluje iz Haife, vendar ima veliko manj letov. Imate letališče Ramon na jugu, vendar večina prometa še vedno poteka prek Ben Guriona. Tako da, ko vidiš nekaj takega, sporočilo, da letališče ne deluje, je to zagotovo strašljivo za ljudi po vsej državi. Veš, mislim, da je vprašanje, ki bi ga imela zate, kako dolgo misliš, da bi lahko takšna motnja trajala? Trenutno, kot si rekla, je bil podpisan nekakšen dogovor, vendar ne poznamo podrobnosti. Vprašanje ni, ali bo ta konkretna motnja končana do polnoči danes, prav? Vprašanje je, kaj se zgodi, če to ponovijo v nedeljo, ali ponedeljek, ali sredo, ali petek. Ker nihče ne govori o tem, kakšne so zahteve. Nimamo pojma, kaj je bilo storjeno, vemo pa na srečo, da imamo močno delovno sodišče, prav? In odredba za vrnitev na delo bo izdana skoraj takoj, da se delavci vrnejo na delo. Ampak imeli boste tako imenovane bolniške odsotnosti, ker delavci pokličejo, da so bolni in se ne pojavijo. Zaklenili bodo parkirišča, tako da ljudje, ki parkirajo svoje avtomobile, ne bodo mogli ven. Lahko pride do veliko nagajanja. In zahteva ne bi bila le, da se to pomete pod preprogo, ampak da se obravnavajo težave, kaj natančno sindikat zahteva. In tega ne vemo, nihče o tem ni poročal. Torej, danes je v redu. Nimam skrbi, da ljudje ne bi prišli na svoje cilje pred šabatom. Kar pa nikomur ne morem obljubiti, je kaj bo sledilo. Ali kaj bo ta konec tedna. Mislim, veliko ljudi, ki to gledajo, še posebej tisti, ki so morda še vedno obtičali na letališču, ker veste, veliko nas pozna nekoga, ki je prav zdaj v tem kaosu. Ali bo kakšno nadomestilo za ljudi, ki so zamudili svoje lete, ki so morda izgubili noč v hotelu, ki so ga rezervirali v tujini? Že vemo, kako drago je za Izraelce leteti iz te države od začetka vojne, od 7. oktobra. Žal ne. Nobeno potovalno zavarovanje ne krije višje sile ali divjih stavk, prav? Še bo letališka uprava tožena, sem prepričan, da bodo to lahko zavrnili. Bo skupinska tožba proti Histadrutu, ne za tako kratko večurno motnjo. Če bi to trajalo več dni, potem ja, tožbe bi letele na vse strani zaradi izgub. Ampak večina mojih strank mi je v solzah govorila in spraševala, kdaj bodo lahko odšli. Vendar bo večina njih danes odšla. Nismo slišali nobenih poročil, da bi El Al množično odpovedoval lete. Prav tako ne Kia ali Histar Air. Začetek ob 2 popoldne pomeni, da so vsi jutranji in zgodnje popoldanski leti normalno odšli.
in Imam leti, prav. ki naj bi pristali to. So popoldne že pristali. Torej, gre za motnjo. Vendar to ne bo doseglo ravni, da bi dobili odškodnino. No, veste, moram reči, da je potovanje v in iz Izraela v zadnjih letih postalo prava nadloga. Nikoli ne veš, ali boš lahko odpotoval, ali se boš lahko vrnil nazaj. Je drago. To je le še ena dodatna plast k temu. Upam, da bo prišlo do neke rešitve, da bo vsaj nekaj dobrega iz tega. In resnično upam, da bodo vsi, ki so obtičali na letališču, končno prišli domov. Mark. Bilo bi lepo, če bi se cene v bližnji prihodnosti znižale. A ja, Tudi zagotovo. to se verjetno ne bo zgodilo. No, na tej točki moramo žal zaključiti oddajo.